Nakupi hrane v trgovinah vse bolj tanjšajo denarnice potrošnikov. Kako bo zaradi vse višjih cen hrane ukrepala država? Zakaj nihče v verigi od kmeta do trgovca ne prevzame odgovornosti za podražitve hrane, ki so največ prispevale k letni inflaciji? Pristojna ministrica je po današnjem sestanku s predstavniki kmetov, zadrug, živilskih podjetij, trgovcev in drugih ob tem izpostavila, ali v celotnem kmetijskem sektorju in agroživilski verigi delajo vse tako, kot je prav, ali pa si bodo morali naliti čistega vina in ugotoviti, kaj počnejo narobe. Ob tem je danes s ciljem omejitve rasti cen opozicijska Nova Slovenija v državni zbor vložila predlog za znižanje DDV-ja z 9,5 na 5% za 15 osnovnih živil. Bodo dobili podporo v soočenju ministrice za kmetijstvo Mateje Čalušić in poslanke Nove Slovenije Vide Čadonič Špelič. Dober večer obema. Dober večer. Gospa Čadonič Špelič, zakaj predlagate znižanje DDV-ja na ta osnovna živila in na katera? Ja, zato, ker ste tudi sami jasno povedali, da je vsak dan v trgovini vse dražje. Ljudje grejo po ista živila, enkrat, dvakrat na teden, pa se čudijo, ker plačajo več. Posebno to prizadene tiste z manjšimi dohodki. Dejansko smo videli, da tudi druge države okrog nas, pa tudi drugod po Evropi, so že uporabile ta sistem znižanja DDV-ja na osnovna živila. Govorimo o osnovnih živilih, kot so meso, siri, jajca, mleko, kruh. In zdi se nam, da če imamo že za časopise in za knjige 5% stopnjo davka, da je prav, da to naredimo tudi za osnovna živila. Kajti to so živila, ki jih vsak dan rabi povprečna slovenska družina. Čakali smo na ukrepe vlade, ni jih bilo, pa nič hudega. Morda bomo nocoj slišali, kateri pa bojo ukrepi vlade. Povejte nam najprej za začetek, gospa ministrica, ali podpirate recimo tak predlog znižanja DDV-ja na ta osnovna živila? Na Ministrstvu za kmetijstvo in celotna vlada podpira ukrepe, ki lahko zamejijo, morda pozitivno vplivajo na to, kar je spoštovana poslanka danes izpostavila. Veseli me, da so prepoznali, da je učinek mehanizem 15 osnovnih živil na princip košarice, ki je bila tudi v tem mandatu vzpostavljena, in da absolutno je prav, da zaščitimo slovenske potrošnike. Predvsem pa težko bi podpirali samo znižanje stopnje DDV-ja, zaradi tega, ker ostale države, sosednje države, članice, tudi z ministrom za finance smo imeli kar nekaj pogovorov, kjer je pridobival informacije od sosedov Hrvatov ali pa Madžarov, kateri so ugotovili, da dejansko učinek končni na potrošnika samo znižanjem stopnje DDV-ja ni pozitiven učinek, samo primanjkljaj v blagajno, v državnem proračunu se zgodi, osnovna cena hrane pa je lahko tudi višja kot pred znižanjem stopnje DDV-ja, ukolikor ne premislimo pametno in smotrno, kako bi lahko ukrep vzpostavili. Kaj pravite na te pomisleke? No, jaz mislim, da nikakor znižanje davka ne more zvišati cen. Vse to je jasno. Če plačamo za kos sira 4,5% manj in se to ponavlja vsakokrat, ko gremo v trgovino, pač na koncu nam več ostane v denarnici. Po drugi strani se najbrž ni za bat za denar pri tej vladi, saj je gospod predsednik zelo kako bom rekla, zelo širokogrudno obljubil denar ljudem v božičnici in jaz mislim, da ta denar, ki ga bo dal ljudem v božičnici, je denar, ki ga je najprej ljudem vzel. Naj vendarle povemo, da je to skozi ves mandat kar 7,5 milijarde in zdaj ga jim bo po kapljicah vračal nazaj. Mi pa ljudem ne bi vzeli denarja, ampak bi jim omogočili, da si nekaj vendarle prišparajo pri vsakem obisku trgovine. Rekla sem, govorimo o osnovnih živilih, ki ga jih uporablja povprečna slovenska družina. In jaz mislim, da ti ukrepi, ki jih je upeljala tudi skoraj celotna Evropa, vendarle pomenijo korak v pravo smer. Še enkrat, 15 osnovnih živil, kar nekaj osnovnih živil smo imeli tudi v košarici, katera je spoštovana kolegica poslanka in celotna opozicija kar nekajkrat nametala, kako je neučinkovit ukrep. Ukrep je učinkoval, zato ker so se rasti cene hrane, kar kažejo tudi številke, se pravi statistike in podatki, so se umirile. Ko smo ukrep
zaključili, se pravi projekt kot tak, se je kasneje zaradi različnih geopolitičnih vplivov, to, kar smo danes imeli možnost tudi poslušati od deležnikov v agroživilski verigi, se je zgodila ponovna rast cen zaradi drugačnih vplivov. Osnovna živila, se pravi slovenska košarica, to razumem, da podpirajo. Malverzacije so se zgodile tudi v slovenski košarici, ko smo bili priča, da morda ni bilo na zalogi dovolj proizvodov ali česarkoli drugega, kar so potrošniki občutili. Potrošnika ne bomo zaščitili na ta način. Če vemo, na kakšen način je cena sestavljena, pa jaz mislim, da je to vprašanje tudi za strokovnjake. Se pravi, osnovna cena za liter mleka evro pa pol, 4% pa pol odbijemo davka, nimamo pa regulacije na to, ali evro pa pol se bo zviševal osnovna cena živila ali bo ostajal enak. Se pravi, ta drugi del regulacije cene kot take, znižanje DDV-ja ne rešuje in potrošnik na ta način ne bi občutil nobenega olajšanja. Ampak o čem potem vi razmišljate na vladi? Kako zdaj recimo predlog Nove Slovenije, znižanje DDV-ja, kako in ali bo vlada sploh se vključila zdaj v to reguliranje cen hrane, ne glede na to, da po živilski verigi ne lahko slišimo, nihče ni kriv, da se cene dvigujejo. Je kaj na mizi, o čem razmišljate? Predvsem tudi današnji sestanek, sklic sestanka z sektorjem agroživilske verige je bil ta, da odpremo ključna vprašanja, ki vidijo morda anomalije v sistemu do odnosa Ministrstva za kmetijstvo, ki usmerja ukrepe za opolnomočenje pridelovalcev kmetov. Na ta način seveda izvajamo tudi subvencije in sofinanciramo kmetije in kmetijska gospodarstva. Na drugi strani pa, kje vidijo potencialne rešitve, se pravi vsi deležniki, in na ta način želimo to predstaviti vladi, ravno zaradi vzroka, da ne bi na kratek rok, morda prehitro z znižanjem DDV-ja naredili korak, kjer tudi strokovnjaki, priznani agrarni ekonomisti pravijo, da je dokazano tudi na primerih ostalih držav, da ta ukrep ne bi učinkoval. Absolutno se strinjam, da je potrebno po sektorju ugotoviti, kje so težave, kako lahko država sektor podpre. Naliti čistega vina, v smislu tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ukolikor ugotavljamo, da se sektor predelovalne industrije je znašel v težavah, ali pa da imamo visoko stopnjo samooskrbe govejega mesa in tega plačujemo danes največ v trgovinah, jaz mislim, da nekaj počnemo narobe. Ministrstvo za kmetijstvo mora ugotoviti, kaj počne narobe, in veriga v celoti bo morala povedati konkretno, kje vidijo potencialne rešitve in pomoč, podporo države, zato da ne pride do upora. Mi smo ravno pričakovali te konkretne ukrepe, ki jih tudi danes ni, razen da so se dogovorili, da se bojo še pogovarjali. Naj spomnim, gospod predsednik vlade je pri zadnjih odgovorih na poslanska vprašanja zelo jasno napovedal ukrepe za obvladovanje oziroma znižanje cen hrane. In ti so potrebni, ker vidimo vsak dan, da se dvigujejo. In zdaj teh ukrepov ni. Mi smo pravzaprav vložili dvakrat zakon, ki bi lahko na to vplival. En je ta, o katerem danes govorimo, en je pa iz prejšnjega tedna, ko smo dejansko hoteli tudi kmetom zvišati cenzus za tako imenovane normirance. To se pravi, da bi kmetje plačevali manj oziroma pavšalni davek za svoje storitve oziroma za prodano blago in bi s tem seveda tudi se odločali, da bojo pridelovali več hrane. Kajti, gledajte, če hočemo mi govoriti, da se bo cena hrane znižala, bo treba najprej kmetom omogočiti, da kmetujejo v tej državi, ne pa sprejemati zakonov, ki jih to onemogočajo. Ne sprejemati ukrepov, ki jim to onemogočajo oziroma celo povišujejo proizvodnjo hrane, kot je na primer zdaj kastracija pujskov, kot je opustitev reje piščance v kletkah in tako naprej. To se pravi, vse to ima vpliv na inflacijo v naši državi, zato ker smo mi majhna država. Res pa je, tako pravijo tudi poznavalci, da bi bilo najboljše, da se predsednik vlade ne ukvarja s kmetijstvom. Kajti ravno s tistim popisom košarice, kar ni enako kot znižanje stopnje davka na hrano, so naredili celi prehranski verigi veliko škode. S čim? Na slovenski trg so spustili žnj kvalitete hrane različne in potrošniki so letali nesrečni in kupovali to hrano in s tem pravzaprav opustili tudi nakup slovenske kvalitetne hrane.
Jaz morda živim v nekem paralelnem svetu, pa ne v Sloveniji. Kot ministrica za kmetijstvo imamo primere dobrih praks mladih kmetov, ki kmetujejo, ki so nadobudni. Jaz bi res prosila, da prenehamo z zavajanjem, kako se onemogoča, koliko sredstev namenimo, kakšne razpise dajemo, pa še vedno sodelujemo s kmeti, s kmetijskimi organizacijami, krepimo sektor. Pomeni, kako skrajšati pot slovenskega proizvoda, kako opolnomočiti kmeta in kako to lahko pride na police in v domove slehernega slovenskega državljana. Verjetno 100-procentnega učinka nikoli ne bomo dosegli zaradi naših naravnih danosti, pa vendar populistične ukrepe, osnovna živila, se strinjam, da imamo enako, kot je bila košarica, da bi radi šli po tej poti, sem razumela opozicijsko stranko in poslanko NSI-ja, predvsem pa današnji deležniki za omizjem, ki so rekli, da si želijo dialoga, si želijo konstruktivnega dialoga, ni zakonodaja vedno vse, niso morda tudi ukrepi vedno vse in predvsem njihove zaključne misli so bile, da potrebujemo sistemske rešitve. In te so, ministrica, katera je? Dajmo eno danes našteti. Povejte mi v tem mandatu, kakšne sistemske rešitve ste naredili, zakoni, ki ste jih vlagali, parcialno iščete rešitve po zakonodaji, zato da izpade všečno ljudem, na koncu pa ne pomagate. Se nismo dvigali k tem, o čem govorite, da kmetje opuščajo kmetijstvo preko vseh sklicev seje parlamentarne. Na ta način se meni zdi to govoriti, kje so sistemske rešitve. Tisti, ki se ukvarjajo v sektorju z agroživilstvom... Ampak povejte povejte nocoj ljudem en sistemski ukrep, ki ga je napovedal vaš predsednik vlade. Oziroma vas bom jaz vprašala, da vam bo lažje. Ali ste se že odločili, ali boste kmetom plačali cepivo in cepljenje proti Bluetongu in ali jim boste povrnili škodo, ki jim je nastala? To je eden od ukrepov, ki ga kmetje v tem trenutku nujno rabijo. A ste se to odločili? Dajmo jim vse to nocoj povedati. No, menim, da imate priložnost tudi postaviti poslansko vprašanja, pisna ali pa ustna. No, pa smo tudi odgovorili, tako danes bomo ponovno, se opravičujem, da smo malo s teme zašli v tem trenutku. Ampak predvsem v tem trenutku, da je sistemski ukrep znižanje DDV-ja. Eden od sistemskih. A to je sistemski ukrep za vaš znižanje? Na drugi strani vam pa pravim, da ceno, ki bo nekdo postavil, da tam ne bomo mogli cene regulirati, nimamo vpliva in slovenski potrošnik ponovno, ko bo šel v trgovino, ne ve, ali bo prišlo do podražitev. Govorimo o tem, da lahko ponovno spostavimo spore med deležniki. Deležniki so sami rekli, da si želijo konkretno tudi od kmeta dobiti dovolj zaloge, da jo lahko odkupijo in da so lahko tudi oni konkurenčni na trgu. To so vprašanja, kako vzpostaviti lokalne prehranske verige, kjer smo v zadnjih 20 letih mogoče prevečkrat zatajili slovenski narod. A vi poznate institut varuha odnosov v prehranski verigi? Verjetno tudi poznate sedanjega varuha, to je gospod Branko Travnik. A ste se usedli z njim na to temo kakšno rekli? Izhodišča za sestanek o prehranski draginji, dokument, ki nam ga je danes tudi varuh predal, kjer so tudi dolgoročne rešitve, sistemske, ki jih ne moremo narediti čez noč. Kdaj bomo slišali, gospa ministrica? Bomo se pogovarjali, pa bomo tudi v Državnem zboru, verjamem, da še govorili o tem. No, bomo veseli tega. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala tudi vam. Hvala. Hvala.